Not as easy as it used to be. Dober dan iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Vemo, da je težko, ampak za Indiana Jones 4 bo treba zdržati še nekaj dni. Pred najboljšo pustolovsko serijo na Zemlji pa si pokrajšajmo čas z najboljšo grozljivo serijo v vesolju, z Alienom. Ali po naše, po domače, Osmim potnikom. Alien je po naše osmi potnik zato, ker se v prvem filmu posadka 7 odzove klicu na pomoč ali pa klicu v opozorilo, tega nikoli ne izvedo. Radovedni se spustijo na neznan planet in ko z njega odletijo, šteje posadka 8 članov. V životu enega se zaradi tuje bitje, na kar v slikovitem prizoru predre gostiteljev prsni koš in si utre pot v prezračevalne kanale, kjer najprej zraste čez 2 metra in odkodr potem 10 posadko. Pravzaprav ne 10, ker jih ni 10, ampak jih 7. Tako se zaplete prvi del. Hecno pri vseh pa je to, da jih mi prevajamo kot osmi potnik 1, 2 in 3, čeprav je Alien osmi potnik samo prvič. Preden gremo naprej, povemo točno, o čem bomo govorili. Prav lahko se vam zgodi, da vas kdo ustavi na ulici in vam začne razlagati, da je Alien tetralogija, da so Alieni 4 in da se Alien v še 2 filmih pomeri s Predatorjem in da je torej vseh filmov 6 ali nekaj takega. No, mi na Vesti pravimo, da je to blaznost. V resnici je Alien trilogija, ki jo sestavljajo 3 filmi. Alien, Aliens in Alien na kubik iz let 1992, 86 in 79. Če bi se prepustili elitizmu, bi črtali 3. Aliena. Ampak ne bomo, ker film ni tako slabo narejen, pravzaprav meša prva dela, žal mu pa manjka veličastnosti obeh, zgodbo vendarle samozavestno zaključi in to je najbolj pomembno. Skratka, Alien je, vsaj za nas, trilogija. Upam, da se razumemo. Okay? I'd like to keep this handy for close encounters. I heard that. Najbolj zanimiva stalnica trilogije Alien je morda ta, da je vsak naslednji del režiral drug režiser. In čeprav je trilogija ves čas znotraj mešanega žanra znanstvene fantastike in grozljivke, je vsak od njih pustil tako svojevrsten okus, da se filmi ne pokrivajo, marveč tvorijo samostojne enote. Ridley Scott je iz prvega naredil grozljivko suspenza, torej film, kjer visi grozljivo ves čas v zraku in rezultat do kraja ni določen. Seveda tudi pri nadaljevanju ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo, vendar nas prvi film dejansko zavede ne tako, da si konca ne bi mogli predstavljati, temveč tako, da o koncu sploh ne razmišljamo. Drugi del Jamesa Camerona je manj grozljivka in bolj srhljivka presenečenja, pri kateri z lahkoto pomislite na morebitni razplet in verjetno se ne boste ušteli. Za razliko med suspenzom in presenečenjem se velja spomniti Hitchcockove primerjave med podobnima prizoroma, kjer se za mizo pogovarjata človeka, pod mizo pa tiktaka bomba. V prvem prizoru bomba eksplodira, gledalec pa že doseže vrhunec. V drugem pa človeka za mizo ne vesta za bombo, menita se vsakdanje stvari, bomba pa ne eksplodira. To je suspenz ali rajcanje gledalca s podaljšano predigro. Takšen je Scottov Alien. Cameronove Aliene, ker jih je več, pa sestavljajo preverjanje orožja, merjenje bicepsov in pa seveda bum, tresk, bum, bam, pom, pok, puf. Zato film danes spomni na Michaela Baya, ampak pazite, narejen je bil pred 22 leti in to bolje od vseh Bayevih, od Armagedona do Transformersov skupaj.
James Cameron je kralj znanstveno-fantastične akcije, pravzaprav edinega podžanra, ki mu res leži. Zato se seveda upravičeno veselimo njegovega Avatarja, ki bo dokončan naslednje leto in v katerem je spet Sigourney Weaver. Get away from her, you bitch! Skupaj s prvim Terminatorjem so Cameronovi Alieni nič manj kot prelomni film znanstveno-fantastične akcije. James Cameron je očitno črpal iz Heinleinovih vesoljskih bojevnikov, igralci so očitno prebrali to knjigo. Vsi poznejši filmi iz tega žanra pa očitno spomnijo na Cameronove Aliene, vključno z vesoljskimi bojevniki. Toliko za danes, nadaljujemo zopet prihodnjič, jutri, ker zdaj nimam časa in grem dan. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Jutri naprej. This is so nuts. I mean, listen to what you're saying. It's paranoid delusion. It's really sad. It's pathetic. You know, Burke, I don't know which species is worse. You don't see them fucking each other over for a goddamn percentage. All right, we waste him. No offense. No! Gotta go back.